srček, deklica, Banksy. Kalin, otroške igre. Čiste linije, to bo kakšna sodobna umetnost. Go 2025. Gremo brezmejno. Igor, v medobčinskem društvu slepih in slabovidnih ste se razveselili teh novih prostorov za taktilno galerijo, pa kar dolga pot je bila do sem, kaj ne? Ja, res je, kar pol leta smo potrebovali, da smo dobili ustrezen prostor in sedaj prihajamo pred njega. Res bo prijazen za vse ranljive skupine in prinaša res nekaj posebnega v Novo Gorico. David, kako kar nekaj tipa štlete v to skulpturo, a ni to v muzejih malo prepovedano? Ja, v muzejih je malček prepovedano in če bi bil to original, ne bi tipal. Je pa to kopija, ki smo jo naredili po originalu, ki je nagrado Kronberg. Taktilna galerija bo v prostorih Mercator centra, torej na voljo od marca prihodnje leto v sklopu Evropske prestolnice kulture. Komu je pravzaprav namenjena? Zakaj ta taktilna galerija? Nekako v principu bi lahko rekli, da je namenjena slepim in slabovidnim, ampak danes vsi vemo, da karkoli počneš za ranljive skupine, počneš za vse. Tako da dejansko bo galerija namenjena vsem obiskovalcem. In kakšne eksponate boste torej v Goriškem muzeju postavili na ogled oziroma na otip? Ja, nekaj bo kopij, se pravi, s kopijami želimo prikazati zgodovino likovne umetnosti skozi čas, zato smo si tudi veliko število teh kopij izposodili. Poleg tega pa bo kar 17 likovnih del z letnico 2024, torej nastala so letos in so delo naših, italijanskih in enega hrvaškega umetnika in oni so ustvarili zato, da bodo njihova umetniška dela namenjena tipanju. Obstaja že kaj takega v Sloveniji? Ne, v Sloveniji zagotovo ne, so bili določeni primeri. Seveda mnogo galerij nekaj malega prilagodi, da nekaj na otip, z nekaterimi tudi sodelujemo, ampak v takem obsegu pa zagotovo ne. Kaj torej taktilna galerija pomeni za vključevanje slepih in slabovidnih v družbo? Veliko. Do sedaj, kar je bilo nekih poskusov, gre večinoma, kot je že David povedal, za neke posamične kopije oziroma posamične izdelke, ki so bili namenjeni slepim in slabovidnim. Tukaj pa govorimo res o celostni razstavi, kar bo tisti fenomen, tista drugačnost, ki bo hkrati tudi največji doprinos. Povejte mi, kakšno povratno informacijo dobite od slepih in slabovidnih, ko recimo zatipajo eno tako umetniško delo? A se jim odpre kak nov pogled na našo realnost? Ja, vsekakor. Veliko, kar smo zdaj ugotovili skozi ta projekt, da veliko oseb z okvarami vida niti ne verjamejo, da bi lahko občutili ali pa uživali v umetnosti. Spomnim se gospe, ki je dejala, da ni vedela, da mi videči vidimo predmete, ki so oddaljeni majhne. Ja, to je zanimivo, ne? Perspektivo ste jim tudi približali. Ja, osebe, ki so od rojstva, torej, ki so od rojstva slepe, vsekakor so neki koncepti, kot je perspektiva, katero ste zdaj omenili, so nepredstavljive in zelo težko obrazložljivi. Taktilna galerija bo torej od marca dalje na voljo v Novi Gorici, kjer si bomo lahko otipali različne eksponate. Ja, eksponate, ma ne gasilne aparate, Katja. A veš kaj, pri sodobni umetnosti tak nikoli ne veš, če si oni lahko za lepo banano z lepilnim na zid. Ja, dobro, ženske nas te zmeri prav, da je. Sem ti rekla. Radio